Peko se je ponašal 113-letno tradicijo proizvodnje kakovostne obutve. Pogumno ste se zbrali, da zgradite to, kar so drugi porušili, kaj ne da? Ja, drži. Samo zdaj treba povedati pač, da bi morali Peko že leta 90, se pravi, resetirati na neki način, zastaviti novo vizijo za naslednje stoletje, no. In pravzaprav to zdaj delamo tukaj, ne. Da bi, se pravi, na tej 113-letni, se pravi, naši tradiciji peka, začeli graditi novo tradicijo peka, ne. In kakšne prednosti izpostavljate v Peko kooperativi? Moram reči, da kooperative po svetu dajo 250 milijonov delovnih mest. Prednost kooperative nasploh je ta, da se združuje tukaj veliko znanja, veliko pobud, veliko idej in deluje se po sistemu več glav več ve. To je prednost kooperativ. Na kakšen način pa se vam lahko pridružijo vsi, ki jim ni vseeno za prihodnost Peka in seveda tudi njegove tradicije? Zelo enostaven način je. Greste na spletno stran, se tam registrirate, osnovni delež je 20 €, ne. Potem so pa prostovoljni deleži, to je pa odvisno, koliko kdo lahko da zraven in je to njegov delež. Ta prostovoljni delež se potem uporablja za nakup izdelkov s popusti, ko bodo izdelki v izložbah, oziroma jih zlagajo ljudje skupaj in bodo vloženi pri dobičku, ko bomo te presežke ustvarili. Mi smo pač letos to zastavili, do zdaj smo zbrali 800 zadružnikov, iz tega naslova 32 tisoč €. To je ena taka podlaga, s katero že lahko, se pravi, delamo, bom rekel tako, po kmečko, ne. Se pravi, mi ne moremo deliti sadov, dokler, po zdravi kmečki pameti, dokler jih ne ustvarimo. In zdaj smo zorali njivo, zdaj sejemo, obdelali bomo skupaj in na koncu bomo želi vsi tisti, ki smo prišli zraven, in želim si, in naredili bomo pravzaprav vse, da zastavimo novo tradicijo peka, in zato vabimo pač ljudi, da pristopijo, da naredimo in dokažemo Slovenci, da se da narediti dobre stvari, če pravi ljudje skupaj stopimo.